Hello, piše mi, da sem live, pa bom sam še preverila tukaj na telefonu, če je to res. Potem vam pa povem, ja, piše mi, da je res. Hello. In celo slišite prav mikrofon, imam namreč dva mikrofona, ki se enako imenujeta, pa en snema, en pa ne snema, oziroma en se dobro sliši, en pa ne. Ok, hojla, Maruša tukaj z edogodek.si in dolg časa se že na tej Facebook strani nisem javila v živo. Danes sem si pa to zadala za en tak mini izziv, namreč danes bom povedala, da za cel teden, namreč včeraj sem poslušala sem en video, pa je gospa rekla, če nimaš vsak dan v urniku, v svojem biznis urniku nečesa, kar te vsaj rahlo straši, potem v bistvu nič ne napreduješ, ne, in pa sem rekla, ok, res je, ne, sem pogledala svoj urnik, ne samo za ta teden, ampak že za 2 meseca nazaj, in sem rekla, res nimam nič takega, v bistvu že 2 meseca nimam nič takega noter, kar bi res lahko rekla, da je tisto, kar me straši, vsaj malo, no, tisto, kar te ven iz cone udobja vrže. In sem rekla, ok, si zadam eno nalogo in grem v živo. Zdaj pa mogoče za marsikoga je to sicer strašljiva, bom rekla, je izven cone ali pa je izziv to, da greš v živo. Zame osebno je pa v bistvu bolj izziv kot to, da grem v živo, ker zame je to čisto tako, ker če se snemam, no, je pa to, da grem v živo vsak dan, vsaj 5 dni. Tako da ta teden imam tak urnik, da nekako nimam nekih strank rezerviranih, nimam nekih obveznosti zjutraj pred 12. uro in sem rekla, ok, pa izkoristim ta teden in se dam ven iz cone udobja in naredim 5 izzivov, ne 5 izzivov, 5 liveov, skratka se 5-krat javim. Zdaj pa kaj imate pa vi od tega, da se jaz tukaj javljam, pa da se jaz grem tale izziv sama s sabo, je pa to, da bom pripravila seveda stvari, vsak dan se bom javila za eno zadevo, ki nekako, da vas podprem v bistvu pri vašem edukacijskem, online edukacijskem biznisu. Zdaj, to so lahko, bom rekla, nimam tem še razporejenih, no, saj bom vsak dan sprot zmislila za naprej, tukaj sem si dovolila malo, recimo temu balkanske oziroma mediteranske fleksibilnosti, skratka, če imate kakršnokoli temo, če bi karkoli radi v bistvu v zvezi z ali orodji za spletno izobraževanje, na splošno s spletnim izobraževanjem in pa seveda z orodji, skratka, bom rekla tako, tisti, ki boste mogoče tole spremljali na mojem osebnem profilu, kamor bom tole podelila naprej, pa me mogoče ne poznate tako dobro, skratka, sama govorim o orodjih in o tem, kako nam tehnologija, sodobna izobraževalna in pa sodobna marketing tehnologija lahko pomaga pri naših edukacijskih biznisih. Zdaj, edubiznis mu jaz na kratko rečem, gre pa predvsem za to, da skratka, če izobražujete, če svetujete, delate delavnice, delate coaching in tako naprej, skratka, kako nam ta tehnologija sodobna od snemanja do zoomanja, do streamanja, do vsega tega lahko koristi. Tako da, če imate kakršnokoli vprašanje, ki vas, bom rekla, žuli, evo, je to idealna priložnost, da v bistvu napišete kar dol spodaj v komentar, pa se bom potrudila v bistvu, da to komponiram v te svoje teme tega tedna. Ok, za danes sem pa pripravila to temo, ki se zdaj že scrolla nekaj časa v spodaj. Sem rekla, zakaj ne bi začela kar s tem StreamYard pa Zoom, pa tako naprej, to je bilo namreč eno od vprašanj, ki sem jih dobila pred kratkim. Namreč, v čem je razlika med StreamYardom pa Zoomom? Zdaj, StreamYard lahko vidite, je to orodje, ki ga imam pravkar uporabljam in čisto za mogoče opogum, če koga drugega, uporabljam ga danes čisto prvič, tako da, evo, boste videli, da če se karkoli zmotim, boste videli, da tudi jaz nisem popolna ali kakorkoli, skratka, da tehnologija ni tako bav, no, skratka, tudi če karkoli narobe naredimo, ne bomo sesuli glih svetovnega spleta, no. Tako da danes sem si rekla, bom naredila kar tole odgovor na vprašanje, kaj je StreamYard, kaj je Zoom, oziroma kako lahko enega, kako lahko drugega, oziroma kdaj lahko enega, kdaj lahko drugega boljše izkoristimo za svoj edukacijski online edubiznis, to se pravi pač bom rekla, za svoj edukacijski biznis, no. Jaz uporabljam besedo edubiznis, ker če bom skozi gledala svetovalno izobraževanje oziroma izobraževalno-svetovalni biznis, bomo lahko še 1-2 ure dodatno tukaj. Tako da prva točka, ki si jo pogledamo, bo torej, zakaj je StreamYard in kaj je njegova prednost. O tem si pogledamo, zakaj je Zoom in kaj je njegova prednost. Potem pa na hitro še povzamem, kdaj v svojem, to se pravi online oziroma v svojem edukacijskem biznisu uporabljate Zoom in kdaj StreamYard. Ok? Tako da,
Mimogrede, to sta 2 orodji, ki vam lahko koristam, po današnjem liveu pa pripravim še podcast, je že posnet, gre čez kakšno urico ven, tako da če sledite mi na mojih e-novicah, boste dobili na mail, in sicer kako v bistvu pa uporabiti še neka druga orodja tudi za promocijo in te zadeve. Tako da, začnimo zdaj v bistvu, kaj je StreamYard, zakaj je StreamYard, kaj je njegova prednost. Zdaj, StreamYard je to, kar vidite zdaj tukajle, vidite tudi tole, sem na brezplačnem planu, zato je tistale tale račkica gor na ekranu, in vam tudi želim pravzaprav pokazati, kaj lahko s tem brezplačnim planom pravzaprav naredite. Torej, StreamYard je, kot že ime pove, streaming orodje. Po domače rečeno, to je orodje, s katerim lahko prenašamo sebe, to se pravi svoj video, v živo, lahko celo na plačljivem planu, lahko celo predposnamemo, mislim, da tja do 1 uro videa in ga predvajamo tako, kot da je v živo. To se pravi, recimo, če imamo neke tedenske live, pa da se nam, to se pravi tedenska javljanja v živo, pa da se nam pač ne izide kakšen teden, da bi šli v živo, lahko tudi predposnamemo in broadcastamo, to se pravi predvajamo, kot da smo v živo. Drugače pa načeloma narejen za to, da gremo lahko takole v živo. Pa mogoče tukaj sam še to zaupam, da včasih je iti, zdaj mogoče marsikomu se na začetku zdi strašljivo, iti v živo na Facebook ali pa kamorkoli, ampak vam povem, da z leti prakse je včasih lažje se usesti za računalnik ali pa prek telefon, pa je to živo, kot se pa naštelati v glavi, da se gremo zdaj snemati pa tako naprej. Čisto iz tega, bom rekla, ne poznamo vzvoda ozadaj, zakaj je to toliko lažje, ampak v večini lahko potrdim, da večini je po tolikih letih prakse dosti lažje se usesti pred računalnik ali kamero in iti v živo. Okej, tako da v bistvu StreamYard je za streamanje, to se pravi najboljša varianta je, kadar želimo iti takole v živo. Tukaj tisti, ki poznate moj izobraževalni lijak, pa se bom zdaj potrudila, da ga pošeram, moram pa priznati, da nimam izkušenj s šeranjem, tako da bom se poigrala dobesedno. Evo, tukaj ga imamo, pa da se bo lepo pokazal. Takole. Tisti, ki poznate moj izobraževalni lijak, to se pravi tole varianto izobraževalnega lijaka, vidim, da je bila tale opcija boljša. Skratka, StreamYard oziroma streamanje nam prav pride v izobraževalnem lijaku. Mimogrede, tale izobraževalni lijak si lahko pogledate pogooglajte izobraževalni lijak, ali pa če greste na YouTube, potipkate izobraževalni lijak Maruša, boste dobili tole mojo pogruntavščino, zdaj pač si ne vzamem kreditov oziroma si ne vzamem, bom rekla, kako se reče, da je to neka čisto moja pogruntavščina, ampak pač več modelov, raznih pristopov sem zbrala skupaj in tukaj nekako se združita in izobraževanje in marketing, in v bistvu boste dobili razlago bolj podrobno, zakaj gre. Za tiste, ki pa že poznate, oziroma če se boste vrnili nazaj potem na tale moj live kasneje, boste pogotovili, da v bistvu StreamYard nam koristi, to se pravi takrat, kadar v bistvu gremo, kadar v bistvu na socialnih omrežjih recimo želimo vzbuditi neko pozornost oziroma želimo, rekla, nekako ozaveščati oziroma osveščati o raznih zadevah, ki jih pač delamo. Evo, tako čisto na kratko, da ne bom šla preveč, da ne bom ponovila pravzaprav celotne vsebine. Dajte si res ta izobraževalni lijak je temelj tega, kako vam lahko sodobna tehnologija pomaga, če delate, če imate svoj edo-biznis, oziroma izobraževalno-svetovalni biznis in ga želite izkoristiti oziroma si ga želite olajšati ali pa doseči več strank, kakorkoli tudi s pomočjo ne socialnih omrežij, ampak sodobne tehnologije. Okej, tako da StreamYard, zdaj kaj pa njegova prednost? Njegova prednost je pa predvsem to, kar lahko zdaj tudi tukaj pri meni vidite. Na ekranu sem lahko naredila takele zadevce. To se pravi, podobno zadevo, to se pravi v živo, gremo lahko seveda tudi z Zoomom, se dotaknemo v naslednji točki, vendar pa je bistvena razlika, da pri StreamYardu lahko naredimo ene take lepe podnapise. Vidite, jaz sem to vse naprej pripravila in s tem, ko se bom pojavila, ko boste vi to gledali, je dosti večja verjetnost, da dobim vašo pozornost, če bo gor pisali nekaj, kar vas zanima, kot pa če se samo gor pojavim z nekim svojim videom, pa ni ničesar. In za razliko recimo od videov, ki jih predposnamemo naprej,
ne rabimo tega le dodajati v postprodukciji, to se pravi, ne rabimo se politi, ne vem, igrati pa ukvarjati, ampak lahko že vnaprej, to se pravi, pripravimo te svoje točke, o čemer bomo govorili in enostavno samo, ko je to pravi moment, pošeramo na ekranu. No. Tako da to je super varianta za nas izobraževalce, svetovalce, coache, ki v bistvu nimamo neke tematike, da bi se zdaj ful dogajali na ekranu. Ne. Če je naše orodje več ali manj glas in to, kar pripovedujemo, ne pa to, kar kažemo, ne. Zdaj pač nekateri pač imajo tudi kaj za pokazati, kakšni izobraževalci, če imate ročna dela ali pa kaj takega, so tiste stvari zanimive. Ne. Tisti, ki pa nimamo karkoli za prikazati, je pa v bistvu, bom nekaj takole, vzbudimo več pozornosti na ekranu. Ok, to se pravi, videli ste, ta prednost, je to se pravi prva prednost, ki jo lahko rečemo, je torej ta, da si lahko napišemo te napise. Druga prednost, se pa tudi lahko pravzaprav videli, je pa tale varianta, to se pravi na ekranu, in sicer se da ekran dosti lepše deliti. Namreč tisti, če boste opazili na Zoomu, na Zoomu je vaša velika slikica, velika slika, pač to, kar šerate na ekranu, potem ste pa vi majhni zraven. Tukaj pa lahko naredimo tudi takele variante, ne? In če sem zadnjič parkrat poudarila to varianto, da govoreča glava ne sme biti majhna, ne? Da vse ima pač svojo funkcijo, je fino v bistvu takele variante izkoristiti. Ok, še mogoče takole pokažem, še tale opcija. Ok, dam tukaj zdaj stop share, pa sebe na cel ekran, oziroma upam, da sem ves čas na celem ekranu. Ok, skočimo pa na Zoom. Zdaj, kaj pa Zoom? Zoom, ne bom razlagala, kaj je Zoom, Zoom mislim, da ga dosti dobro poznate. Zoom je super varianta, kadar želite iti kadar delate delavnice, bom se tega najprej dotaknila. To se pravi, Zoom omogoča, da imate udeležence zraven sabo takrat, ko ste vi v živo. To se pravi, na StreamYardu jaz ne morem imeti udeležencev, imam lahko neke goste, mislim, da tam do 10 gostov, da je na plačljivem planu, ne morem pa imeti udeležencev. To se pravi, Zoomova bistvena prednost je to, da je v bistvu videokonferenčni sistem, kar pomeni, imate video in imate konferenco, to se pravi, več ljudi naenkrat skupaj tam. To se pravi, kadar delate razna srečanja, kjer bi radi imeli več interakcije, kjer gre v bistvu, bom rekla, kjer so mogoče bolj neke delavnice in treningi in tako naprej, takrat je seveda prednost definitivno Zoom. Zdaj, iz Zoomom gremo seveda lahko v živo tudi na Facebook ali pa Instagram, pa YouTube, pa tako naprej. Zdaj, ena majčkena slabost Zooma je, da so posnetki že tako malo slabše kvalitete, to se pravi, ko gremo v živo, so že tako majčkeno slabši, ne, skratka, ampak pustimo to je še malenkost. Na Zoomu smo videli slabost to, da v bistvu ne moremo imeti teh lepih bannerčkov, to se pravi teh lepih pasic teh z napisi, in pa tudi, ko šeramo ekran, to se pravi, ko delimo ekran, so slajdi čez celo, mi smo pa res tam ena majhna pikica v enem kotu, no, tako da to je moja bistvena, tisto, kar jaz, kot bom rekla, nekdo, ki gleda tudi na uporabniško izkušnjo za udeleženca na drugi strani, vidim kot bistveno slabost, no, to se pravi, da smo premečkani, naše govoreče glave so čisto mečkane. Tako da Zoom je res v bistvu super orodje, ne, dostikrat si rečem v bistvu, Zoom je dejansko za delavnice delati oziroma za spletne delavnice, pa še to, na StreamYardu greste lahko tole, kar gledate, jaz čisto brezplačno, z brezplačnim orodjem, medtem kot Zoom rabite imeti plačljivo verzijo, to se pravi, morate biti na univerziji za 14 plus DDV, to se pravi za 17 € na mesec, zato da sploh lahko delate takele streaminge. Ok, zdaj pa da na hitrico še zaključim, ker mislim, da sem šla že čez svoj čas, ker sem si ga zadala. V glavnem, kdaj v biznisu, v svojem edukacijskem biznisu, svetovalnem, izobraževalnem, coaching biznisu uporabiti Zoom in kdaj StreamYard. StreamYard, tako kot sem že prej pokazala na izobraževalnem lijaku, je super, kadar želimo, bom rekla, delati promocijo, kadar se želimo pojaviti na socialnih omrežjih, tudi tako bom rekla, za na hitrico, kadar želimo v bistvu vzbuditi majčkeno več pozornosti, kot samo svojo govorečo glavo. Skratka, StreamYard je super v tistem delu tega izobraževalnega lijaka, kjer smo rekli, da v bistvu osveščamo, ozaveščamo. To se pravi, v tej fazi
v tejle fazi, kjer imamo novo. Medtem ko Zoom je super uporaben, kadar mogoče delamo na tem nivoju vedeti. Dajte si res tale lijak pogledati na YouTubeu, bom priložila tudi link v spodaj v komentarje. Vedeti je pa torej nivo, kjer pa v bistvu ljudi na nek bolj strukturiran način peljemo skozi, bom rekla, svoje sisteme, skozi svoje strategije in tako naprej, skratka, kjer jih pa majčkeno bolj strukturirano popeljemo ali v naše programe oziroma v naš online edukacijski biznis. Tako da osebno bi priporočala torej StreamYard za promocijske namene. StreamYard je tudi super, tudi če imate še kakšnega gosta ali karkoli. V njem lahko sicer tudi posnamete vsebine, pa bom mogoče v priliki povedala, zakaj jaz nisem pristaš snemanja, oziroma bom kar tako rekla, dajte, če vas ta tema zanima, dajte v spodaj napisati v komentar, zanima me snemanje ali pa sam besedico snemanje, pa bom majčkeno več v naslednjih dneh mogoče se dotaknila pa te tematike, zakaj v ta orodja, kot so Zoom, StreamYard, tudi v končni fazi Canva, niso po mojem mnenju najboljša varianta za snemanje. In pa, to se pravi, zdaj se vrnem nazaj na temo, StreamYard torej za live streaming in za, bom rekla, promocijske namene, medtem ko Zoom bi se jaz osredotočila, oziroma ga tudi sama tako priporočam in uporabljam, torej predvsem za takrat, kadar želimo na nek strukturiran način imeti neko delavnico. Ne pozabiti, Zoom res omogoča blazno veliko stvari, od breakout sob, ki nam omogočajo delo po skupinicah, to pravi, ljudje se lahko v njem pogovarjajo v parih, v trojkah, četvorkah in tako naprej, skratka, lahko imamo veliko množico ljudi z nami, pa jih razdelimo v take skupince. Omogoča nam res, bom rekla, in tisto komunikacijo, dosti lažjo, da se marsikaj drugega narediti, kar se pa s StreamYardom ne da. Tako da, evo, če suma sumarom zaključim, StreamYard za promocijo, Zoom, oziroma tudi Zoom je lahko za promocijo, vendar na tistem nivoju vedeti, in pa predvsem potem Zoom tudi za delavnice, to pravi spletne delavnice oziroma spletna srečanja, uživava tudi naših plačljivih oziroma v naših online produktih, bi se rekla, to pravi online programih. Tako da, evo, na tej točki se zahvaljujem vsakemu, ki je zdržal v mojem prvem dnevu mojega tega izziva. Dajte napisati, če vas kakšna posebej tema zanima, namreč ta teden je idealna prilika, da se dotaknem kakšne od teh stvari. Drugače pa vidimo jutri. Naslednji dan ne bom napovedovala ure, pa če jaz verjamem, da se vam tole itak bo pokazalo na zidu, ko se vam bo, oziroma ko je za vas najbolj primeren čas, tudi tukaj je tehnologija, ima to prednost. Tako da zaenkrat pa bom rekla prijetno dogodkanje in se vidimo jutri.